Tokrat vas vabimo na vožnjo z avtobusom na vodik. Potem skupaj z vami poiščemo novo interpretacijo francoskega udobja. Bolj natančno pri Citroenu. Pomagali ste nam ga testirati tudi vi. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes se skupaj z vami podamo na pot raziskovanja vozniškega udobja. In če kdo lahko kvalificirano govori o udobju, potem so to zagotovo Francozi. Na tokratno rubriko gledalci testirajo nove tehnologije prvenstveno namenili temu, da ugotovimo, kaj za voznika udobje pravzaprav pomeni. Tehnično gledano je udobje seštevek različnih dejavnosti, a praviloma na prvo mesto postavljamo blaženje. Še posebej to, kako učinkovito avto blaži neravnine in luknje na cestah. Ja, sliši se preprosto, ampak to inženirje ta uganka treže kar nekaj časa, še od srednjega veka in listnatih vzmetinov, vsaj zametkov le-teh pri kočijah. No, z avtomobili pa je vsa stvar postala še bistveno bolj kompleksna, ker so postali veliko hitrejši, udobje in varnost pa pogosto ne hodita po isti poti. No, in ko govorimo o udobju, bolje rečeno o blaženju in amortizaciji, pa je ena znamka, ki na tem področju drugače razmišlja kot druge in se temu posveča že vrsto let. Govorimo o Citroenu. Že več kot 60 let. BX je bil strašno simpatičen avto in moram reči, da ta C5X, ki smo ga danes preizkusili, me je zelo spomnil na ta BX in sicer privlačilo me je to, da si se peljal zelo limuzinsko in nikoli nisem imel občutka, da zaradi tega udobja, da trpi varnost, recimo pri hitro voženih ovinkih pa to, no, in na to sem se danes spet spomnil. Danes pravzaprav tako v avtomobilski industriji, kot drugje, kupuješ neko tudi zgodbo, a ne? In Citroen to zgodbo ima. Citroen se ne vrača k koreninam, ampak korenine pač vleče naprej, a ne? Volan gre čist narahel, predstavlja se čist narahel, pedali se čist narahel, bremze se sam dotakneš, že dela. Čisto narahlo, a hkrati tudi športno suvereno. Zdi se sicer protislovno, a ne samo že omenjeni 40-letnik BX, še en legendaren, malce mlajši Citroen je v tem pogledu pustil pečat v hali slavnih avtomobilske zgodovine. Xantia je pa res vozne lastnosti so bile zelo impresivne. No. Kako to v ovinku, s kakšno brzino, kakšno varnost nekako občutaš, ne? In obvladovanje tega gibanja je bilo res noro. Citroen je Xantio Activo nadgradil na tak način, da je otrdil tisto stran, kakor je zaznal, da se bo ovink zgodil glede na kot volana. S tem, da je zadeva potekala analogno, ne pa digitalno. Odlično, super, lepo. Kar naslednji. Xantia, prej smo se peljali. Peljal sem se za njo, ne. Mi smo se mogli kar fejst potruditi v telem C5X-u, da smo jo dohajali. V njej se pa ni videl tam po teh med temi stožci, kada se pele, mislim, ko po parku, no, nič ni bilo, mi smo se pa kar mogli fejst potruditi, da smo jih sledili. Xantia Activa je torej tisti ultimativni Citroen. Tudi danes, po dobrih 2 desetletjih, v slalomu prekaša tudi večino športnih avtomobilov, tudi modernih športnih avtomobilov. In to ne govori samo filmček na spletu, to je bilo povsem očitno tudi na našem srečanju na poligonu Ljubečna. Ampak lahko ostanemo pri romantiziranju tistega, česar ni več, lahko pa se pustimo prepričati novim prednostim modernega avta. Kljub temu, da ni zdaj več prava hidravlika kot pač v starem sistemu, ne, je kar zelo dobro, bom rekel, no. Sploh na avtocesti se mi zdi lepo plava, bi rekel, za te dnevne komute bi bil že kar napravno. Mislim, že ta prva stvar, ko smo se na avto sedeli, je kakor da bi se usedel doma na počivalnik. Ekstra komfort, tudi ko greš čez ležečega policaja ali pa čez kakšen jar, ga ne občutaš. Samo malo tako naredi, kot da ni nič, a ne. Na mostih se
ponosno ima te železne dilatacije ali pa tudi kakšne neravnine v cesti. Se počasi avto uravna, da ne rukne takoj nazaj iz dilatacije. Ne. Ampak sej to, da je Citroen francosko mehak, to vemo. Tisto, kar danes šteje, so besede izrečene brez zavedanja, da je mala kamera v avtu prižgana. Obrazljiv je tale zelo dobro, res. To nas malo presenečen. Ja. Lego. Ja. Tako je malo, da upaš, no? A veš? Na tej testnem poligonu je en tak ovink, ki se nekoliko zapira, pasji ovink, smo včasih temu rekli. Ni bilo tega občutka, da leto ven iz ceste. Pa ko smo šli malo hitreje, pa ko si najprej pritisnil na bremzo, progresivno zaviranje, si imel avto pod kontrolo. Nobenega, divjega proženja ESP-ja, nobenega divjega proženja ABS-a, vse je šlo lepo zvezno, tako da v bistvu te sam manever ni še dodatno prestrašil zaradi dodatnih zvokov, ki si jih pri tem slišal. Res je izjemno udoben in tih avto. Nobenega dvoma ni, da bodo stari Citroeni vsakič privabili več nasmehov na obraz. Čustva imajo pač izredno moč. Jaz se ne rad stapljam z množico, zmer malo drugače. Če bo šla množica v eno smer, bo šel v drugo. Ampak sej, zakaj bi morali izbirati med tem, kar nam godi, in pa med fiziko? 103 leta stara francoska znamka je namreč res že mnogokrat šla po svoje in s tem dosegla nepričakovano. Naredili so nekaj, kar so pozabili delati. Tako da so se dobro, da so se spet spomnili. Določeni športno dosežejo s tem, da so skozi trdi. Ne. Ta pa pač združuje to, da lahko imaš, mislim, da je v večini časa mehek, ne, pa je trd sam na zahtevo, oziroma sam kadar avto potrebuje, tako bi rekel. Ne. Nisem več tist, kaj se je poba, včasih moram pomerkati tudi na udobje zaradi hrbta in teh zadev, ampak pri tem je pa kljub temu še zmeraj pač v meni nekje tist pobič živi, ki si želi nekoliko pospešene vožnje. Pri tem je pa potem pomemben ta kombinacija udobja pa pač zmožnosti za hitrost. Svet se je z nafto spogledoval že davno. V začetku 20. stoletja pa hiperrazvoj znanosti to dobrino postavi na prav posebno mesto. In tako nafto, v taki ali drugačni obliki, danes srečamo v nešteto izdelkov okrog nas. Od žvečilke, pesticidov, šminke, pneumatike, vse do električnega avtomobila in vse, kar je vmes, za računalniki skupaj. Na nafti pa seveda skoraj v celoti sloni tudi naša mobilnost. In ta se je prav v 20. stoletju, prav zaradi nafte, razbohotila do te mere, da imamo danes 1,4 milijarde osebnih avtomobilov. In zdaj k potrebi po spremembi. In prav o tem že več desetletij na poseben način razmišlja zelo zanimiv sogovornik, ki smo ga nedavno srečali na sejmu mobilnosti v Nemčiji. I think that the combustion engine will play a big role in the future, because at the moment we have 1 billion of cars with such an engine and we have 300 million trucks. And most of those cars and trucks is in comparatively poor countries. So they would not be able to afford a transition into battery electric solutions with all the problems. So I think in the end the solution will be as it is today, diesel and gasoline. The only difference is we not produce it anymore from fossil materials, and therefore we avoid the CO2 emissions. We do it differently. We do it by using renewable energy, transforming it into hydrogen, which we call green because we use renewable energy to produce the hydrogen. And if we combine this hydrogen with CO2, then what comes out is this synthetic fuel. And I think that will be the most important instrument for the future. There is a lot of people who now say, oh, I only eat biological stuff, but no chemical stuff, yeah? I only take the apple from the garden that is biological apple, and I do not want this chemical apple that comes from South Africa.
these people don't understand that everything that is biology is also chemistry. And certain groups were very successful to tell those people that we're guilty. I think the solution is not to convince those people. The solution is you need the political power eventually to implement the good solution, and if it is implemented, it's normal for everybody. Nekaj je jasno, da je možnosti za očiščevanje našega z nafto povezanega življenja danes vendarle več, kot pa smo jih pripravljeni videti. A hkrati že danes vemo, da bo nafta še dolgo ostala pomembno ekonomsko, politično, pa tudi vojaško blago. Še dolgo potem, ko bodo avtomobile, upajmo v resnici, poganjali zgolj obnovljivi in trajnostni energenti. Za japonske avtomobile je po večini veljalo, da so prinašali odlično izdelavo, mešane občutke v notranjosti in pa dokaj povprečne zmogljivosti, če seveda ni šlo za kakšno posebno športno različico. Po revoluciji v avtomobilskem svetu, ko so primat prodaje prevzeli križanci, pa so ob vsem naštetem Japonci dodali še oblikovno všečnost. Honda HR-V 3. generacije tako na hitro ponuja vse. Kot križanec je itak v prednosti pred ostalimi avtomobilskimi oblikami. Ker je zadaj rahlo zaobljena, bo navdušila tudi tiste kupce, ki si želijo bolj dinamičnega avtomobila. S precejšnjo oddaljenostjo od tal in zaščitnimi oboki koles pa se z njo brez težav zapeljemo tudi na neotarjeno podlago oziroma makadam. Ko pa je govora o notranjosti, pa ji pravzaprav ni para. Verjetno je najbolje, da sprehod po notranjosti začnemo na zadnji klopi. Priznam, moj vozniški sedež je velikokrat pomaknen nazaj bolj, kot bi lahko bil. Ampak navkljub temu se da v Hondi HR-V za menoj več kot spodobno sedeti. Ni pa prostornost edini adut zadnje klopi. Ob tem, da je dovolj prostora za kolena in glavo, ponuja unikatno praktično rešitev. Zdaj že vidim, kako v glavi razmišljate, kaj vse bi se dalo tu notri pripeljati. Ja, marsikaj. Predvsem pa tisto, česar se z običajnimi križanci pač ne da. Odličen pa je tudi voznikov delovni prostor. Počutje za volanskim obročem je dobro. Stikala in gumbi tudi na volanskem obroču so razumno postavljeni in delujejo brez pripomb. 9-palčni osrednji zaslon je enostaven, pregleden, a deluje brezhibno, hkrati omogoča Apple CarPlay in Android Auto. Morda bi si zaželeli zgolj malce večje odprtine za odlaganje v vratih in pa na sredini med sedeži, kjer tudi naslonjalo za roki ni ne višinsko, ne po dolžini nastavljivo. Se spomnite uvoda in povprečnih voznih zmogljivosti? Ja, novi HR-V ima pod motornim pokrovom hibridni sklop, ki ne ponuja presežkov. A le, ko govorimo o vozni dinamiki. In HR-V-jev hibridni pogonski sklop je vsekakor učinkovit. Klasični hibridni sklop namreč ne potrebuje voznikove pomoči, ne pri polnjenju, ne pri vožnji. Za vse poskrbi sam. Kaj povedati za konec? Vsekakor to, da klasični stereotipi o japonskih avtomobilih ne veljajo več. HR-V je lep dokaz za to. In če še enkrat spomnimo, da so med tiste klasične stereotipe sodili tudi odlična izdelava in dolgotrajno delovanje, ko pa zdaj dodamo še oblikovno všečnost in dobro počutje v potniški kabini, je rezultat tudi na papirju več kot odličen. Ostanite z nami, po kratki pauzi vam predstavimo tale avtobus na vodik. Njegov avtor je Toyota, ki je gonilna sila na področju vodika, tako kot je bila pred več kot 20 leti na področju razvoja hibridnih avtomobilov. In že velikokrat smo govorili o tem, kako pomembno je, da vodik pride v tovorna vozila, v avtobuse in gradbeno mehanizacijo in očitno postaja to realnost.
Ime mu je Dacia Manifest. To je konceptni avtomobil, s katerim Dacia manifestira, kakšna bo prihodnost te francoske oziroma romunske znamke. In seveda, kot ta oblika tega konceptnega avtomobila narekuje, seveda Dacia rine v outdoor, avanturistične vode. Hkrati pa ta avtomobil kaže zelo veliko tistih okoljskih primesij, eko primesij. Ampak gremo lepo po vrsti. In less than 1 minute, you will have a bed in the jogger. So now, let's go. We want to let enough space here, and you have minimum 60 centimeters to sleep in the car. The bed is for 2 people, but for up to 4 people, you can join this base content on the tailgate. The base content is here. This is this base content. Everything is under the luggage cover, so no problem of security or something else. You have a 5-seater car. The capacity of here is 220 liters of storage. The weight of the box is 50 kilograms and it is removable by 2 people. It is compatible with 5 and 7 seaters. Dacia bo te spalne škatle za joggerje začela prodajati po koncu prihajajoče zime. Ampak tudi konceptni bagi, ki v pokazani obliki nikoli ne bo vozil po cestah, napoveduje ideje, ki bo Dacia skoraj zagotovo nekako že uspela uvrstiti v svojo ponudbo. Vsaj kot dodatno opremo. When you use your car in the nature and you have some mud on your foot, you are not afraid of getting dirt in the car because it's very easy to wash. We can take off the seats from the car and wash it with water. We also used some mix of cork and recycled rubber that we put on the dashboard to pin directly your map in front of you. When you don't have network, you have to find your way. The rear of the car, we have storage under those panels, but the idea is to use the rear of the car as the walking bench. You can put your computer and download some photos there. You can also cut a piece of wood using the energy of the car, which is the battery of the car is there. And also, why do we need 2 headlights? With the LED system, we can only have one, very powerful, even extractable to light everything you need to. Mi televizijci smo si na tem avanturističnem konceptu hitro zaželeli tudi nosilce za male akcijske kamere. In Dacia nam je hitro odgovorila. Priključek se imenuje U-Clip. Tvoj priključek, unikaten priključek, ki pa ga lahko tudi delimo. The idea is to give the 3D file of this in open source in order that our customer who has 3D printing, they can make their own device and use this system to clip a GoPro, glasses holder, whatever they think it's interesting. They will make them by themselves and they can exchange them between Dacia owners. Ampak omenil sem že, da Dacia Manifest vključuje tudi ekoprimesi. V 2 pomenih. Eco means both economical and ecological. Because for Dacia, our objective is not only to bring an ecological solution, but as well that those solutions would be available for many people. Ta pragmatični ekopristop pa je v primeru, ki sliši na komercialno ime Sparkle, celo brca v zadnjico velikim in finančno sposobnejšim znamkam, saj leta 2024 prihaja na trg novi Duster, ki bo vsaj v enem pogledu bolj trajnosten kot vsa dražja konkurenca. Pokazali smo vam že, kako recimo Audi dobiva 5 plastiko za svoje 100% reciklirane sedeže. Kot pa slišimo, je uporaba reciklirane plastike na zunanjih delih tehnološko mnogo večji izziv. For outside parts, you need to comply with very demanding standards in terms of robustness, crash resistance, aging, cleanability, and of course it has to be nice because you see it. That's why it's very demanding. So could you use 100% of the recycled plastics? No, we can't.
because you will not have the strength you need. Today, it's really a challenge to be 20% with recycled plastic for exterior parts. Of course, it's a beginning, and in the future, why not, it will evolve. But today, we will be first in the market to have this technology. Po Ljubljani smo se pravkar zapeljali z avtobusom, ki ga poganja vodik. No, prav o tej vrsti pogona pogosto govorimo, ko želimo očistiti mestni promet. Namreč v našem dosedanjem raziskovanju smo izvedeli, da bi za ljubljansko floto mestnih avtobusov na dan potrebovali kar 80.000 kWh energije. To v primeru klasičnih baterijskih električnih vozil prinaša velike obremenitve za električno omrežje, ponudnika prevozov pa obremenjujejo tudi infrastruktura ter časi polnjenja ogromnih baterij, ki posamezna vozila za dalj časa izločijo iz prometa in s tem večajo stroške. No, to pa nas pripelje do vodika, ki teh problemov nima. Ampak kljub temu, da je vodik najbolj razširjen element v naravi, vodikovih vozil ni skoraj še nikjer. Potrebno bo torej preiti od besed k dejanjem. Moje strani najbolj pomemben je, da smo pripeljali tehnologijo na ljubljanske ulice. Se pravi, da nismo organizirali novinarske konference, na 10 prosojnicah prikazali sposobnosti vodikovih avtobusov, ampak ga dali dejansko v test. Po mojih informacijah v teh prvih 2 dneh testa so rezultati celo boljši od tega, kar trdimo v specifikacijah, se pravi, doseg je celo daljši, okrog 500 km. Včeraj smo tudi prezentirali polnjenje tega avtobusa, ki je dejansko 10 minut. Skratka, vodikova tehnologija napram baterijskim električnim vozilom ali vozilom na plin ima kar nekaj prednosti. Vodik nam omogoča, da lahko še naprej delujemo na istem načinu kot sedaj. Se pravi, praktično skoraj nobene prilagoditve trenutnega modela vodenja niso potrebne. Polnjenje vodikovega avtobusa traja nekje 10 do 15 minut, kar je tudi morda velika razlika napram električnim avtobusom, kjer pa je polnjenje bistveno drugačne, ker so potrebni zelo dolgi časi in se moramo temu tudi potem mi kot izvajalec prevozov prilagoditi, da je vozilo recimo vsaj 6 ur v sami remizi, kjer se lahko potem polni. Naše glavno vprašanje je, kako zgraditi zeleni mobilnostni ekosistem. In kot kaže, bi lahko pot pokazala prav takšna velika vozila. Ampak na začetku bodo vsekakor potrebne težke odločitve in velike investicije. Vemo, da vse zelene tehnologije so trenutno pri uvajanju pač dražje. In zdaj, če gledamo na primeru javnega potniškega prometa, mi povečanje stroška prevoza ne moramo prevaliti na uporabnike, ker bi s tem zmanjšali dostopnost javnega potniškega prometa, kar pa je popolnoma v nasprotju z cilji povečevanja potniškega prometa. Tako da je zelo pomembno, da najdemo, da zapolnimo to v prvi vrsti finančno vrzel, se pravi, da ključni deležniki, vključno z državo, tukaj stopimo skupaj in najdemo ta manko finančnih sredstev, ter pa seveda, da se vzpostavi tudi ustrezna infrastruktura za polnjenje teh vozil. Jaz sem se enkrat pošalil, da avtoceste ne gradimo avtomobilisti, mi dajemo vozila na avtocesto. Avtocesto običajno gradi država, z nekim razlogom. A je to investicija, je to strošek, je stvar, z katere perspektive gledate. In podobno je tukaj. Kar se lahko naučimo iz izpeljave električnih vozil, da smo skušali električne vozila pripeljati z osebnimi vozili, kar pomeni zelo razpršeno infrastrukturo. Pri vodiku mi predvsem stavimo na avtobusne prevoznike, mogoče jutri tovornjakarje, se pravi na težki promet, kjer imate pa lahko v enem ozkem okolju z eno polnilno postajo pokrijete mogoče 50-100 avtobusov in to je pa že zelo dober poslovni model. Ne rabite investirati v 100 polnilnic po Sloveniji, pa še zmeraj bomo uporabniki rekli, joj, to se mi ne splača, ker imam najbližjo 20 km od moje hiše. V Ljubljani že stoji in obratuje polnilnica, ki lahko z vodikom redno oskrbuje floto nekaj 10 avtobusov. Vendar, kot smo izvedeli, ta rešitev še ni tista prava. Naš dolgoročni cilj je seveda, da mestni promet očistimo v popolnosti. Prava rešitev je, da namesto tega trailerja, s katerim pripeljemo vodik iz ene od sosednjih držav, da imamo mi na tej lokaciji proizvodnjo vodika
in da gre iz te proizvodne vodik direktno v kompresor, v dispenzer in v vozilo. Ker vsak prevoz vodika iz neke druge države spet povzroča nek ogljični odtis in to ni končni cilj. Končni cilj je proizvodna vodika na lokaciji, kjer ga potrebuješ in ga takoj na tisti lokaciji tudi napolniš v vozilo z pogonom na vodik. Mi računamo, da bomo v roku 3-4 let imeli lastno proizvodno vodika in to mogoče ne bo ravno svetlo-zeleni vodik, bo pa zanesljivo temno-zeleni vodik. Rekel sem temno-zeleni vodik zato, ker ga mi nameravamo proizvajati v parnem reformerju iz biometana in pa iz električne energije proizvedene v hidroelektrarni ali pa v kogeneracijskem postopku, kjer uporabljamo lesno biomaso kot gorivo. Zato temno-zeleni. Temno-zeleni ni uradni izraz, je samo nek briku, da nam ne bi kdo očital, da se mi hvalimo z nečem, kar ni čist res. Še nekaj odločnih korakov bo potrebnih, da zadostne količine ljubljanskega vodika postanejo realnost. A naši sogovorniki v en glas pravijo, da želijo biti na področju zelene mobilnosti zgled in ne le sledilci. Medtem pa so vodikovi avtobusi že danes realnost vse bolj številnih voznih parkov evropskih mest. No in tudi v Ljubljani so se na vodik že popeljali prvi potniki na liniji 2. Ugotovitev, da ni ene rešitve, ki bi enako učinkovito ustrezala v vseh mestih, je pa tisto, kar v avtomobilnosti že leta ponavljamo. Prihodnost bo multigorivna in multimodalna. In tako upamo, da bodo tisti, ki upravljajo z našim oziroma z davkoplačevalskim denarjem, tega uporabljali pametno, preračunali vse možnosti in našli dodano vrednost tako za okolje, kot tudi za uporabnika. No, mi bomo z vami spet čez teden dni, do takrat pa srečno. Srečno.